Vidite, naslov tega našega današnjega večera. Frančišek in prijateljstvo. Pa se je kdo vprašal, za katerega Frančiška pa gre? O katerem Frančišku bomo govorili? Kaj? Ste se kaj spraševali, kaj? In kaj ste rekli, kaj ste ugibali, o katerem Frančišku? Asiški. Jaz bom rekel kar o dveh Frančiških. O Asiškem in o našem sedanjem, o papežu Frančišku. Oba sta namreč zelo povezana, veliko bolj, kot bi človek pričakoval takole na prvi pogled, ampak današnjega Frančiška očitno Frančišek izpred 800 let zelo močno navdihuje v marsičem. Torej, za katerega Frančiška gre. Kar nehote imamo pred seboj podobo velikega svetnika iz visokega srednjega veka, ki je svojo duhovnostjo in dejavnostjo odmeven in aktualen tudi še danes, po 800 letih. Torej gre za Frančiška Asiškega. In res lahko rečemo, da zdaj pa kakšen svetnik ni tako aktualen svojo dejavnostjo, svojo miselnostjo, kakor to zasledimo pri Frančišku Asiškem. Prav tako pa je pred nami seveda čisto samoumevno podoba Frančiška našega časa, papeža Frančiška. Povezuje ju ne samo ime, ampak predvsem za enega in drugega je značilno, da so podobna pojmovanja, življenjska naravnanost, značilen stil življenja in seveda potem tudi dejavnost. Kardinal Bergoglio je po svoji izvolitvi, to je bilo 13. aprila 2013, je sam povedal, zakaj si je kot papež izbral ime asiškega svetnika. Je bilo zanimivo, takrat so novinarji spraševali, ko so slišali za to ime, za katerega Frančiška pa gre. Toliko Frančiškov je svetnikov. Pa sem jaz rekel, če ste vi v Italiji, bodisi v Rimu ali pa širše v Italiji, pa da se govori o Frančišku, je popolnoma jasno vsem, da gre tu za Asiškega, da kakšen drug praktično sploh ne pride v poštev. No in je potem Bergoglio, že kot Frančišek, je takole povedal. Med volitvami je v konklavu sedel poleg mene kardinal Claudio Fium, moj veliki prijatelj. Ko je zadeva postala nekoliko bolj vroča, me je opogumljal, kopičili so se glasovi zanj. In ko so glasovi presegli 2/3, je bil seveda novi papež izvoljen. Sledilo je ploskanje, on me je objel in mi dejal, ne pozabi na reveže. Ta beseda se mi je vtisnila v srce, reveži, reveži. Takoj na to sem v zvezi z reveži pomislil na Frančiška Asiškega. Frančišek je človek miru. In tako je v moje srce prišlo ime Frančišek. Frančišek Asiški. Zame človek uboštva, človek miru, človek, ki ljubi in varuje stvarstvo. Saj tudi mi danes nimamo zadosti dobrega odnosa do stvarstva, mar ne? Je človek, ki nam bo navdihnil novega duha miru, človek ubožec. Kako bi želel cerkev v Bogu in cerkev za reveže. Tako torej papež Frančišek takoj po izvolitvi. Mi se bomo seveda ustavili najprej pri onem Frančišku izpred 800 leti. Asiški svetnik, človek srednjega veka, se seveda giblje v miselnosti svojega časa, za katero je posebej značilno kozmično pojmovanje vsega, kar biva. Vse stvarstvo izhaja in tudi deluje po zakonitostih, ki jih je v ta kozmos položil stvarnik. Kako značilna je predstava zgodnjega srednjega veka, neštetokrat upodobljena. Kristus sedi na prestolu,
na kraljevskem sedežu, za podnožjem mu je zemeljska obla, v levici ima knjigo, z desnico blagoslavlja. To je Kristus, vsevladar, pantokrator. Ta izraz pantokrator je verjetno ta ali oni prvič slišal, zase jaz lahko tako rečem, prvič sem slišal za ta izraz, ko sem bral Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem. Krist pantokrator, vsevladar. In prav ta misel je bila tako značilna za krščansko duhovnost na vzhodu in potem seveda prenešena tudi na zahod. In je zelo zanimivo, koliko imamo po znanih cerkvah upodobitev tega Kristusa vsevladarja. Ena najlepših upodobitev je v rimski baziliki svetega Pavla v apsidi. In je treba takoj poudariti, delali so to ti najboljši strokovnjaki za mozaik, to so bili bizantinski strokovnjaki. Kristus sedi na prestolu, v levi ima knjigo, on je vrhovni zakonodajalec in v desni blagoslavlja. To je podoba Kristusa, ta je prenesena potem tudi na zahod. In mimogrede še tole. Glejte, značilno upodabljanje križa, to pravzaprav vzporedno treba omeniti. Križ so praktično skoraj da ves čas, skoraj do konca prvega tisočletja so upodabljali brez korpusa, torej ni Kristusovega telesa, korpusa na križu, ampak samo križ. In če je ta ali oni bil na kakšnih videl kakšne take stara svetišča, je lahko videl tak križ upodobljen. Recimo v Rimu, v cerkvi baziliki svetega Klemena, tam kjer je spodaj dol pokopan svet Ciril, križ, zmagoslaven, okrašen še in še. Ali pa če ste bili v Raveni, grobnica Gale Placidije, tam zraven cerkve San Vitale. To je pravzaprav majhna stavba, ampak noter v sredini, v srednjem prostoru, nebo, vse je temno modro, zvezde in na sredini križ, bogat križ. Zmeraj križ, znamenje zmagoslavja, zmaganje Kristusove zmage nad grehom in smrtjo, ne znamenje trpljenja. Potem, prav nekje na prelomu tisočletij, pa začenjajo počasi upodabljati tudi Kristusa na križu. Ampak, spet ena značilnost. Jaz imam spet in spet pred sabo križ iz benediktinskega samostana v Engelbergu v Švici. Smo bili enkrat z eno skupino tam, pa nam je en pater, ki nam je razlagal samostan in cerkev, in je potem rekel še eno posebno dragocenost, vam bom predstavil. Imajo v samostanu recimo približno toliko visok križ, približno, koliko se spomnim, križ. In tam je Kristus na križu, je korpus od gor. In križ, izredno dragocen, to so sami dragi materiali, samo zlato, srebro, slonova kost, dragi kamni. In veste, kaj ima na glavi Kristus? Zelo izrazito izdelano kraljevsko krono. V tej kraljevski kroni so noter vdelani rubini. Čudovita stvar. Kar recimo v Innichenu, to je samostan, začel se iz leta 777, samostan. Noter ob glavnem oltarju je ta cela skupina, Kristus na križu, Janez in Magdalena. Kristus na križu, oddaleč ga vidiš, ima kraljevsko krono na glavi. Vidite, to je podoba srednjega veka. Kristus kralj, tudi potem, ko ga začenja upodabljati kot trpečega, torej na križu, pa še vedno kralj. Se mi zdi, da je nujno potrebno na tole opozoriti, da vidimo
Frančiška. In grem zdaj naprej s Frančiškom. Frančišek je po svojih mističnih doživetjih v cerkvi svetega Damijana in v cerkvi Marije Angelske, to je Porciunkola, tako se ponavadi imenuje, ki ga vse bolj preoblikuje, vse stvarstvo je nad njim in na vrhu je seveda vsevladar. In to začenja Frančišek spoznavati nekoliko drugače. Zelo kratko bi rekli, neskončni, vzvišeni, vseobvladajoči, vsevladar se stopa, to je bistveno, iz svoje neskončnosti in se stvarstvu, prvenstveno človeku, približuje kot prijatelj, še več kot brat. Postane človek in sicer vsej človeškosti, rodi se kot takle otročiček, dojenček, in to veste, dojenček je vsem, res vsem odvisen od drugih, od mame in še od drugih. In to je Kristus, človek popolnoma odvisen od drugih. In potem druga podoba, trpeči Kristus. Kristus začuti tisto, kar človek čuti, vsak od nas. V različnih oblikah, včasih manj, včasih bolj, ampak trpljenje. In če bi čisto po človeško govorili, bi rekli, začuti, kaj pomeni to trpeti. Če enega nikoli ni zob bolel, potem bo težko nekomu drugemu povedati, a tisto, ki ga zob boli, bo potem temu težko dopovedal, zob me boli, če pa ta ne ve, kaj to sploh je. Torej, Kristus postane eden od nas. In ta je Frančišku tako blizu. Zato jaslice, zato tako češčenje, učlovečenja Božiča in pa seveda trpečega Kristusa na križu. In če Kristus se stopa s kraljevskega prestola, ter hoče biti prijatelj, še več, celo brat vsakemu človeku, potem tudi Frančišek ne vidi druge poti zase, kot da v vsakem človeku vidi prijatelja, še več, vidi brata. Eno ključnih doživetij je na njegovi življenjski poti se zgodi 1205, ko 24-letni Frančišek hodi med travniki in sadovnjaki pod asiškim mestom in nenadoma naproti pride gobav bolnik. Izgnali so ga iz mesta, revež se potika okrog kot prava človeška razvalina. Frančiška seveda obišče gnus. Lahko bi se hitro oddaljil od reveža, mu daleč morda vrgel kakšen kovanc. Ampak Frančiška pa nenadoma obide čisto drugačno, doslej neznano občutenje. Misel na odvratno se kar stopi, zajame ga neznana milina, stopi do gobavca, ga prime za roko in jo poljubi. Poljubil je, kakor da ni ubogemu, od ljudi zavrženemu človeku nekaj dal, ampak je močno začutil, da je nekaj prejel. Frančišek je prejel. V tistem hipu je zanj to Božja roka, ki mu je dajala moč, da je največji odpor spremenil v najglobljo ljubezen. To dejanje je značilno za Frančiškov značaj. Nikoli ni ustanovil nobenega odbora za pomoč gobavcem, še manj kakšne Karitas. Frančišek ne vidi tega, da bi bilo treba narediti dobro delo, temveč človeka, ki ga je treba razumeti, čutiti z njim, mu pomagati. Noče dajati denarja, ampak sam sebe. Frančišek nikoli ni bil kaj prida organizator. Zmeraj ga je pa prizadelo trpljenje bližnjega. Nihče ne more zanikati, da je organizacija potrebna, toda na stotine organizacij iz preteklosti je padlo v pozabo. V spominu milijonov ljudi vseh časov pa še vedno živi to Frančiškovo dejanje. Dejanje bogatega trgovčega sina, ki je povzdignil gobavca iz globin njegovega ponižanja na stopnjo sebi enakega.
Od tega trenutka je Frančišek postal prijatelj izgnanih, odrinjenih, omalovaževanih, danes bi rekli drugorazrednih državljanov. Kako globoko si je Frančišku same vtisnil v spomin ta dogodek, kakšen mejnik je pomenil, je on sam zapisal potem kasneje, pred smrtjo, v svoji oporoki. Takole je zapisal: Gospod je dal torej meni, bratu Frančišku, da sem začel delati pokoro. Ko sem namreč bil še v grehi, se mi je zdelo zoprno videti gobovce. Gospod pa me je sam pripeljal mednje in bil sem usmiljen z njimi. V teh kratkih besedah, ko je tako rekoč videl pred seboj celo svojo življenjsko pot, Frančišek jasno da vedeti, da je srečanje z gobovcem postalo mejnik, ki je v celoti zasukalo njegovo življenje v drugo smer. Če je bil doslej vesel, razposajen fant, nekakšen voditelj lasiške druščine, je začutil, da mu Bog odkriva drugačne obzorje razmišljanj, drugačno ravnanje. Ko se je nekega dne nedolgo po srečanju z gobovcem vračal iz Foligna v Asizi, se spotoma ustavil pri cerkvici svetega Damjana, ki je bila že na pol podrta, to je spodaj dol pod Asizijem, pod mestom. Stopi v temno votlino in začuti, kako ga skrivnostno privlači veliko naslikano razpelo. V tistem trenutku ga zajame ekstaza, ki jo imajo nekateri Frančiškovi biografi za neposredno nadgradnjo doživetja z gobovcem. Vidne stvari izginejo iz njegove zavesti, Frančišek zasliši glas, kot da prihaja iz razpela: Frančišek, ali ne vidiš, da se moj dom podira? Pojdi in popravi mojo cerkev. Pa še en dogodek v stilu Frančiška. On je seveda začel hoditi čisto drugačno pot, kot si jo je zamišljal njegov oče. To je bil bogat trgovec s tekstilom, Pietro Bernardone. In seveda bil prepričan, da bo fant nadaljeval njegovo podjetje. Frančišek seveda ni bil za to in ne samo, da ni sodeloval, ampak je imel od očeta, od očetovega imetja in dajal revežem. Očetu je bilo počasi preveč, vse bo vse skupaj, kar sem jaz nabral skupaj, ta fant bo pa vse skupaj razdal. In je prišlo do tega, da ga je tožil pred škofom in zelo znan tisti trenutek, ko se Frančišek tam pred škofom, predstavnik oblasti, cerkvene in svetne, se odpove vsej dediščini. In to je bilo v stilu Frančiška res svetnika. On se sleče tam, nahlo obstane, kot da ga škof s svojim plaščem zagrne. Frančišek pa prav, odslej ne bom več rekel moj oče Pietro Bernardone, ampak oče naš, ki si v nebesih. In Frančišek je od takrat dokončno svoboden. Nič več ga ne ovira na njegovi poti z Bogom. Tu ni več sorodstvenih vezi, ni nikakršnega imetja, sproščeno hodi med ljudmi in jim govori o Bogu, ki je v Kristusu postal človek, ki je postal človekov brat in to oznanja. Ta notranja svoboda pa nikakor ne zapira njega, da bi se zapiral sam vase, ampak nasprotno. V tistem Frančišku, v tistem hipu, ko Frančišek sliši popravi mojo cerkev, razlotno čuti, da to svoje doživljanje Boga, ki je v Kristusu postal človek, neboglen, odvisen, da to mora nadaljevati, posredovati drugim, posredovati ljudem, ne živeti sam zase. Vsem želi poslej posredovati prepričanje, ki ga prežema: Kristus je naš brat, brat slehernega človeka. In da je vse, karkoli obstaja, delo Božje dobrote in ljubezni do bratov in sester na zemlji. In v vsakem bitju
vidi odsev Božje dobrote. Kasneje Frančišek v vodilo manjših bratov kot temelj njihovega življenja poudaril: vodilo in življenje manjših bratov je izpolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa. In ko gre za konkretno izpolnjevanje evangelija, spet in spet poudarja medsebojne odnose, ki naj bi vedno utelešali prepričanje: Kristus je naš brat in mi vsi smo med seboj bratje. V vsakem človeku naj vidimo in spoštujemo Kristusovega brata, Kristusovo sestro. To ga prežarja, to je odslej njegova pot. In se mu res prav hitro pridružijo. In kar je zelo pomenljivo, bi rekli ne kdorkoli, ampak dva siška meščana, bogat trgovec Bernarda Quintavalle, pravnik Peter Catani. In kako je pomenljivo, in nam spet pokaže, od kod Frančišek pravzaprav vse skupaj zajema, kaj je v ozadju vsega njegovega razmišljanja in seveda življenjskega stila, vsega njegovega delovanja. Ko ta dva prideta in mu rečete, da bi rada živela skupaj z njim. In zdaj kaj naredita? Oba sta bogata siška meščana. Frančišek pravi: gremo v cerkev, gremo vprašati Gospoda. In kaj je to pomenilo? Gremo vprašati Gospoda. Rečejo duhovniku: odpri Sveto pismo in nam preberi. In odpre in prebere. Če kdo hoče hoditi za menoj, naj se odpove vsemu, proda svoje imetje, razda revežem in potem naj hodi za menoj. In Frančišek je rekel: glejta, slišala sta, daj pa to naredita. In sta naredila. In je bila gotovo za Sižane posebna veselica, ko ona dva prideta, potem ko sta vse prodala, pa prideta s vrečkami zlatnikov tam na trg in začenjate takole razdajati vse tisto. In potem greste s Frančiškom. Tako da se vidi in potem se seveda bratstvo zelo hitro širi, številni prihajajo. Si mislimo, da je v približno 10 letih, da je okrog Frančiška bilo njegovih bratov, sobratov že več kot 1000. Takoj se pa lahko kdo še vpraša, kaj pa ženske? Ali je to Frančiškovo delo, njegova naravnanost, ali velja samo moškim? Posebej se lahko vprašajo tisti, ki Frančiškov čas kar takoj odenejo v kopreno mračnega in zatohlega srednjega veka, tako radi pravijo. Ob tem vprašanju se na zanimiv način ustavi pisatelj Carlo Caretto. On je napisal na poseben način biografijo Frančiška, in sicer v prvi osebi: Io Francesco, jaz Frančišek. Kot da Frančišek govori ljudem okrog sebe. Pisatelj piše tako, v tem stilu. In pravi ob tem vprašanju takole, kot da Frančišek govori drugima. Tovariši so prišli in napovedali so se še drugi. Kaj pa dekleta? Ali je mogoče, da bi taki ideali obstajali samo za moške? Najbolj jasen odgovor je bilo dejstvo, da so ideale, ki smo jih mi odkrivali in izkušali uresničevati, bolje kot mi, ki smo bili tako grobi in silni, znale zaživeti ženske. Kar zadeva nenasilje, ljubezen do ubogih, izbiro zadnjega mesta, so bile pravi mojstri. To smo vedeli. Vsak od nas je nosil v svojem srcu spomine iz preteklosti, sestre iz domače družine, tovarišice otroških iger, mladostne ljubezni. Prva med njimi je bila spoštovana in lepa Klara iz bogate meščanske družine v Freduci. Kmalu se je pridružila njena rodna sestra Katarina, kmalu potem še druge asiške meščanke. Frančišek ni pozabil tudi na tiste, ki so pač živeli v svojih družinah, in tudi njim je dal smernice, kako naj živijo, pravzaprav zelo čisto preprosto.
Sploh ni komplicirano, preprosto. Prizadevajte se živeti po evangeliju. Tako kot slišite pri bogoslužju evangelij, temu prisluhnite, to si vzemite k srcu, potem skušajte živeti. Še kakšna misel v zvezi s svetim Frančiškom? Kot izhodiščno pojmovanje bi lahko navedli, torej nekaj misli, pač vsekakor bratstvo je na prvem mestu. In je bratstvo v njegovem Frančiškovem pač pojmovanju, ni odnos posameznika s skupnostjo, ampak obstaja v vzajemnih odnosih slehernega brata z vsakim. Človek je namreč ustvarjen po Božji podobi. Bog pa je bistveno odnosen. 3 Božje osebe se vzajemno podarjajo, delujejo ena z drugo in ena v drugi. In bratje se med seboj sprejemajo kot dar. In v konkretnosti bratskega življenja izkušajo hvaležnost v prejemanju ter napor v dajanju. Prejemanje in dajanje. Eno in drugo je v tem bratstvu. Znajo prejemati in vedo, da je prav to prejemanje prav tako pomembno kot dajanje. Eno in drugo. Novost Jezusove nove zapovedi je v zastonskosti in vzajemni ljubezni. Vzajemnost krščanske ljubezni ima v Jezusu zgled in izvir. Jezus naroča, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Vi se ljubite med seboj. Vidite, na to smo včasih, sploh ne prezremo to, ko Jezus pravi, sem vas ljubil, potem bi pa človek rekel, tako tudi vi ljubite mene, tako kot sem vas jaz ljubil. Ampak ne, kako sem vas jaz ljubil, tako vi ljubite druge, med seboj se ljubite. In to Frančišek začuti. On ni teoretik, ni teolog, ampak preprosto krščanski človek, ki to dojema. In potem tudi razumljivo pove tem, ki se mu pridružijo. Pravi, kjerkoli bratje živijo, v kateremkoli kraju se srečajo, se morajo duhovno in vljudno pogovarjati, se med seboj spoštovati. In naj se ne kažejo žalostne in mrke hinavce. Spodbujajo naj vse k vedrini, k prijaznosti, k veselju. Tako kot pravi apostol, naj bi vsak človek nosil bremena drug drugega. Drug drugega bremena nosite, pravi torej. Podarjati se drugemu človeku, poklicani smo podarjati drugemu čas, imeti čas za drugega. Ne da bi imeli občutek, da je to čas, da ta čas zapravljamo. In pravi, naj bojo domači med seboj, kot bratje. Ob vsem tem pa ne gre prezreti dejstva, da je v ta širok pojem bratstva Frančišek poleg človeka vključil tudi vse stvarstvo. Vse stvarstvo je v njegovem trdnem prepričanju odsev Božje ljubezni, Božje dobrote do človeka. V vsaki stvari on vidi Božji dar človeku. Verjetno je marsikomu od vas znana Frančiškova hvalnica stvarstva, ki jo pravzaprav bolj poznamo kot sončno pesem. Samo par besed iz te pesmi. Hvaljen moj Gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom. Hvaljen moj Gospod v sestri luni in zvezdah. Hvaljen moj Gospod v bratu, vetru in zraku. Hvaljen moj Gospod v sestri vodi, ob vsakem seveda še nekaj pove. Hvaljen moj Gospod v bratu ognju, v sestri zemlji, ki nas kot mati hrani in nam gospodinje. In če mi pomislimo na današnje okoliščine, kako gledamo na okolje, na ohranjanje, na našo zemljo, čisto vodo, čist zrak, potem začutimo, kako so te Frančiškove misli in besede bile aktualne.
Tu bi se seveda lahko začela razprava, kako mi vidimo okolje, kakšen odnos imamo do njega. O tem slišimo pravzaprav in lahko poslušamo dobesedno vsak dan. No, mi se pa zdaj ozrimo na Frančiška našega časa, na papeža Frančiška. Kot argentinski rojak seveda dobro pozna tamkajšnje razmere, revščino, nasilje, izkoriščanje, najrazličnejše stiske. Njegovi življenjepisci poudarjajo, kako se je kot duhovnik in potem kot škof zavzemal za vse te odrinjene in zanemarjene. Ko je bil izvoljen za papeža, bi lahko rekli, da se je njegovo obzorje še razširilo. Tako rekoč v živo lahko sledimo njegovim mislim in konkretnim prizadevanjem na vseh področjih, ki so aktualni za človeka današnjega časa in za njegovo prihodnost. Če on govori o lačnih otrocih, o ljudeh, ki trpijo nasilje, o tistih, ki za svoje delo ne dobe dostojne plače, o tistih, ki trpijo vojno nasilje, o ženskah, ki jih prodajajo kot živo blago, o migrantih in beguncih. Vse povsod zasledimo njegovo izhodiščno misel, ki kratko in zgoščeno zatrjuje takole: vsi ljudje, ne glede na kakršnekoli zunanje razlike, smo otroci enega očeta. Vsakdo je vreden svojega človeškega dostojanstva. Odgovorni smo drug za drugega, preprosto zato, ker smo vsi med seboj bratje in sestre. In tu takoj vidimo, seveda, to bi lahko rekli zelo ozko povezanost papeža Frančiška z njegovim imenjakom izpred 800 let, s Frančiškom Asiškim. V ozadju so iste misli, ista prepričanja. Zelo značilno je, da je papež kar 2 od svojih 3 okrožnic, ki jih je napisal, vzel za izhodišče misli Frančiška Asiškega. Povezanost zveni že iz samega naslova. Leta 2015, torej 2 leti po svoji izvolitvi, je objavil okrožnico Hvaljen moj Gospod. S temi besedami, hvaljen moj Gospod, Laudato si, mi signore, je čisto še v Frančiškovem jeziku. S to besedo on začenja to okrožnico. Torej neposredno Frančiškova beseda. In takole v uvodu zapiše: Laudato si, mi signore, hvaljen moj Gospod, je pel Frančišek Asiški. V tej lepi hvalnici nas spominja, da je naš skupni dom kot sestra, s katero si delimo življenje, in kot dobra mati, ki nas sprejema v svoje naročje. Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kot mati hrani in nam gospodinji in prinaša različno sadje in pisane rože zelenjem. Ta sestra, tako nadaljuje papež Frančišek, se pritožuje zaradi zla, ki ga povzročamo z neodgovorno rabo in zlorabo dobrin, s katerimi jo je obdaril Bog. Rasli smo z mislijo, da smo njeni lastniki in gospodarji, da nam je dovoljeno njeno ropanje. Nasilje, ki tli v človeškem srcu, ranjenem zaradi greha, se razodeva tudi v bolezenskih znakih, ki jih opažamo v prsti, v vodi, zraku, živih bitjih. Zato je naša izčrpana in opustošena zemlja, ki skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine, kot beremo pri apostolu Pavlu, med najbolj zapuščenimi in trpinčenimi. Pozabljamo, da smo mi sami prah zemlje. Naše telo sestavljajo prvine planeta, njen zrak nam omogoča dihanje, njena voda nas oživlja in krepča. Tako torej papež, kot vidimo, čisto izhaja iz misli Frančiška Asiškega. Ko so prišli pozdraviti papeža Frančiška v velikem številu,
zastopnik vseh Frančiškovih redov, jim je papež v svojem nagovoru med drugim povedal takole. Za asiškega svetnika je vse stvarstvo bilo kot čudovita knjiga, iz katere nam Bog govori in nam posreduje tudi svojo neskončno lepoto. Stvarstvo je kot sestra, s katero delimo svoj obstoj, je kot dobra mati, ki nas sprejema v svoje naročje. Danes, to vemo, se ta sestra in mati pritožuje, ker čuti, da z njo slabo ravnamo. Ob tem, ko vidimo, kako se okolje globalno kvari, vas prosim, da kot privrženci asiškega ubožca stopite v dialog z vsem stvarstvom, da svoje glasove jasno pridružite hvalnicam, kot jih je prepeval Frančišek, in bodite do vseh stvari zelo obzirni. Sodelujte z raznimi pobudami za skupno dobro. Tretja okrožnica papeža Frančiška je pa išla pred 2 letoma. In spet je zelo vidno povezana z mislijo in naravnanostjo Frančiška Asiškega. Celo začenja se, kot ona prejšnja navedena, spet z njegovimi besedami. Govori o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Frančišek v uvodu pojasnjuje takole. Vsi smo bratje, fratelli tutti. Tako je papež naslovil to okrožnico in to so seveda besede svetega Frančiška. Takole potem papež nadaljuje. Vsi smo bratje, je zapisal Frančišek Asiški, ko se je obrnil na vse brate in sestre, ter jim ponudil življenje po evangelskem okusu. Med njegovimi nasveti želim izpostaviti enega, s katerim vabim k ljubezni, ki seže onkraj zemeljskih in prostorskih pregrad. Tu razglaša zablaženega tistega, ki ljubi drugega, ki je daleč od njega, kakor da bi bil v njem. S temi preprostimi besedami je razložil bistvo odprtega prijateljstva, ki nam pomaga razumeti, kako spoznati, ceniti in ljubiti vsakega človeka, ne glede na telesno bližino, ne glede na kraj, kjer si rodil ali prebiva. In papež nadaljuje, ta svetnik bratske ljubezni, preprostosti in veselja, ki me je navdihnil, da sem pisal okrožnico Laudato Si, me spet spodbuja, naj to novo okrožnico posvetim bratstvu in družbenemu prijateljstvu. Kajti sveti Frančišek, ki se je čutil brata soncu, morju in vetru, je znal biti še bolj povezan s tistimi, s katerimi se ga je družilo isto ime. Povsod je sejal mir, hodil z ubogimi, zapuščenimi, bolnimi, zavrženimi, zadnjimi. V apostolski spodbudi Veselje evangelija pa papež Frančišek piše o bratstvu med drugim takole. Danes, ko so mreže in sredstva človeške komunikacije dosegli neverjetne razvoje, čutimo izziv, da bi odkrili in posredovali mistiko, ki je v tem, da živimo skupaj, da se pomešamo med druge, da se med seboj srečujemo, se držimo za roke, se opiramo drug na drugega, da smo deležni in te nekoliko zmedene množice, ki se mora spremeniti v pravo izkušnjo bratstva, v solidarno karavano v sveto romanje. Na ta način se največje možnosti komunikacije lahko izkažejo za največjo možnost srečanja in solidarnosti med ljudmi. Če bi hoteli slediti tej poti, tako nadaljuje, bi bilo to nekaj zelo dobrega, zelo zdravilnega, osvobajajočega. Blagodejno je, če gremo iz sebe, da bi se združili z drugimi. Mnogi skušajo pred drugimi pobegniti v prijetno zasebno življenje ali v ozek krog najbližjih in se odrečejo realizmu družbene razsežnosti evangelija. Medtem pa nas evangelij vabi, da pristanemo na tveganje srečanja z obličjem drugega, z njegovo telesno navzočnostjo,
ki nas kliče k nenehnemu, neposrednemu telesnemu stiku z njegovo bolečino, z njegovimi prošnjami, z njegovim nalezljivim veseljem. In v poslanici za mir, za novo leto, torej 13. leta, pravi: mi kristjani verujemo, da smo v cerkvi vsi udje enega samega telesa. Vsi smo potrebni drug drugega, ker je vsakdo prejel milost po meri Kristusovega daru. Kristus je prišel na svet, da nam prinese Božjo milost. To je možnost, da smo deležni njegovega življenja. To ima za posledico tkanje bratskih odnosov, zaznamovanih z vzajemnostjo, odpuščanjem in popolnim samodarovanjem v skladu s širino in globino Božje ljubezni. Pa še naprej papeževe misli. Vsem hvala, ki ste stavili na bratstvo, kajti bratstvo je danes to mejnik za človeštvo. Ali smo bratje, ali pa se bomo med seboj uničili. Zelo odločno in jasno poudarja Frančišek. In opozarja, danes ni čas za brezbrižnost. Ne moremo si umiti rok z distanco, zanemarjanjem, z nezanimanjem. Ali smo bratje, ali pa, dovolite mi, se bo vse skupaj podrlo. To je mejnik, na katerem moramo graditi. Je izziv našega časa, našega stoletja. In spet na drugem mestu govori: danes poznamo mnoge oblike suženjstva, v katerem so ujeti milijoni ljudi, moških in žensk, mladih in otrok. Vsakodnevno se srečujemo družine, primorane zapustiti svojo zemljo, da bi si vire preživetja poiskali drugje. Srečujemo sirote, ki so izgubile starše, ali pa so bili nasilno iztrgani zaradi izkoriščevalskih namenov. Srečujemo mlade, ki iščejo poklicno uresničitev. Kako pozabiti na milijone priseljencev, ki so žrtve mnogih skritih interesov, pogosto politično zlorabljeni. Ubogi najbolj od vsega potrebujejo Boga, tako pravi Frančišek, njegovo ljubezen, ki jo pa vidno naredijo ljudje. Torej, papež, kar je zelo pomembno, ne teoretizira, tako naj rečem, o ljubezni, ampak o ljubezni, ki jo vidno, otipljivo, praktično, realno naredijo ljudje, ki živijo ob njih, od teh potrebnih, in katerih preprosto življenje izraža in dovaja moč krščanske ljubezni. Bog se poslužuje mnogih poti in neskončnih orodij, da doseže srca ljudi. Drži, da ubogi pridijo do nas, ker jim delimo hrano, a njihove resnične potrebe presegajo sendvič ali topel obrok, ki jim ga postrežemo. Potrebujejo naše roke, da si bodo opomogli, naša srca, da bodo znova začutili čustveno toplino, našo navzočnost, da bodo premagali osamljenost. Preprosto potrebujejo ljubezen, konkretno potrebujejo nas. Leta 2016 je s papežem napravil daljši pogovor novinar Andrea Tornielli. Ustavila sta se pri tistih področjih, ki so še posebej vidna v papeževi mislih in dejavnosti. In ko sta prišla na vprašanje človečnosti, bratstva, medsebojnih odnosov, sta se ustavila pri gobavcu iz Evangelija. Kot smo že rekli, je za Frančiška Asiškega srečanje z njim pomenilo pravi prelom. Ob evangelskem poročilu o ozdravitvi gobavca pa je tudi papež Frančišek razgrnil svoje misli o odnosu drugega človeka,
o usmiljenem in čutečem razumevanju o bratstvu. Na novinarjevo vprašanje, prav v zvezi s tole priliko, evangeljsko priliko, na to vprašanje se je papež odzval s temi besedami, naj jih kar navedem. V poročilu o zdravitvi gobavca, kot zapiše evangelist Marko, tako kot v mnogih drugih evangeljskih odlomkih, vidimo, da Jezus ni ravnodušen do trpečih, s katerimi se srečuje. Ima sočutje do bolnih in se jim ne izogiba. Mojzesova postava je gobavce izobčila iz družbe. Morali so se zadrževati zunaj tabora, v zapuščenih krajih. Morali so se razglašati za nečiste. Njihovo trpljenje zaradi bolezni je tako dodatno povečala družbeno odrinjenost in osamljenost. In skušajmo si predstaviti, kakšno breme trpljenja, sramote in krivde je moral nositi gobavec, ki je bolezen doživljal kot božjo kazen za svoje grehe. Namen postave, ki je gobavce neusmiljeno odrivala na rob družbe, je bil preprečiti širjenje okužbe in zaščititi zdrave. Papež pa potem razmišlja naprej in pravi takole: Jezus pa razmišlja drugače. Tvega lastno življenje, lastno zdravje, se dotakne gobavca, ga ozdravi in ga znova vključi v družbo. In s tem, to je papeževa potem osrednja misel, s tem nam razkrije novo obzorje Boga, ki je ljubezen in ki želi rešiti vse ljudi. Jezus je gobavca ozdravil in mu tako omogočil vrnitev v skupnost. Ni izgubljal časa s preučevanjem razmer za mizo. Zanj je bilo pomembno le to, da pride do oddaljenih in jih reši, tako kot dobri pastir, ki pusti svojo čredo in gre iskat izgubljena ovca. Takšna logika je takrat, tako kot zdaj, vzbujala seveda ogorčenje in godrnanje tistih, ki sprejemajo samo to, kar se ujema z njihovimi miselnimi vzorci in predstavami o obredni čistosti. To je bilo pri Judih zelo značilno, namesto da bi se pustili voditi velikodušni ljubezni. Jezus pa ozdravlja in znova vključuje v družbo tiste, ki so bili z nje izobčeni. Daje nam zgled. V tem evangeljskem odlomku se soočata dva načina razmišljanja in verovanja. Na eni strani strah, da bi izgubili pravične, torej odrešene ovce, ki so že v ogradi, na varnem, na drugi strani pa želje, da bi rešili grešnike, izgubljeno ovco, ki je zunaj ograde. Prva je logika pismovkov, druga pa logika Boga, ki nas sprejema in objema, nas rešuje iz naših grehov, obrača zelo dobro in spreminja našo obsodbo v odrešenje. Jezus z gobavcem vzpostavi stik, dotakne se ga. S tem nam daje zgled, kako naj razmišljamo in ravnamo pred telesnim in duhovnim trpljenjem ljudi. Posnemajmo ta zgled, premagajmo predsodke in togost, tako kot so jih apostoli stebri zemlje, stebri cerkve. Tako torej Frančišek, to je njegova razlaga. In prisluhnimo temu novinarju še naprej. Zapiše, da je bil tudi pri prvi maši, ki jo je papež Frančišek po svoji izvolitvi imel v javnosti. In novinar takole zapiše o tej maši. V tej prvi javni Frančiškovi homiliji v pridigi se me je posebej dotaknilo poudarjanje usmiljenja, ki je osrednjo sporočilo prvih let njegovega pontifikata. Te preproste, a globoke besede razkrivajo obličje cerkve, ki ljudem ne očita njihovih slabosti, ampak njihove rane obvezuje in zdravi z usmiljenjem. Živimo v družbi, takole novinar piše v spominu na to njegovo papeževo pridigo,
Živimo v družbi, ki čedalje bolj zavrača odgovornost za svoja dejanja. Napake vedno delijo seveda drugi. Krivi so drugi, ne mi. Včasih doživljamo tudi vračanje nekakšnega klerikalizma, ki hoče ljudem začrtati meje in njihovo življenje spraviti v red. Nalaga jim predpise in prepovedi, ki jih še dodatno bremenijo. Takšna drža je vedno pripravljena obsojati, redko pa sprejemati. Človeka ves čas obsoja, namesto da bi se sočutno sklanjala k njegovi bedi. Sporočilo usmiljenja, ki je vsebovano v tej papeževi kratki homiliji in je srce njegove nenapisane prve okrožnice, pa je pravo nasprotje tega, je odsev Božjega usmiljenja, ki naj bi odsevalo tudi vseh naših medsebojnih odnosih v pristnem bratstvu. Pa samo še kratka misel papeža Frančiška o pandemiji. To je bilo novembra 2020. Takrat je med drugim zapisal: ponuditi roko je znamenje, ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet prepravil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zmedo, koliko ponujenih rok smo lahko videli. Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega bolnika, skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške sestre, ki ostaja preko svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika. Ponujena roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki imajo streho, pa nimajo hrane. Ponujena roka moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve in varnost. Opisali bi lahko še druge ponujene roke, da bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke so kljubovale okužbi in še bolj strahu. Samo, da bi nudile oporo in tolažbo. In potem nazadnje pravi: to je ugoden čas, ko moramo spet začutiti, da potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni drug za drugega in za svet. Če bi zdaj čisto na kratko skušal povzeti tele misli, kolikor so bile zbrane skupaj o obeh Frančiških, Asiškem in papežu Frančišku, bi kratko pravzaprav rekel samo takole, res kratko. Oba Frančiška, onega izpred 8 stoletij in današnjega, povezuje globoko prepričanje, da je v njunih mislih, ki je v njunih mislih in dejanjih in ju resnično prežarja, da smo namreč vsi ljudje otroci enega očeta, vsi imamo enega istega odrešenika in posledično vsi smo si med seboj bratje in sestre, ki naj se med seboj spodbujajo, se spoštujejo, ki naj živijo v bratskih odnosih in naj čutijo odgovornost drug za drugega. Hvala lepa.